četrti video, kako se pripraviti na naslednjo sezono. Danes bomo šli v bistvu čez cel povzetek, kaj smo se že naučili. Če še niste kaj začrtali, morate to zdaj narediti. Potem bomo šli pa še čez par stvari, ki mislim, da jih vsi, ki se pripravljamo oziroma ki se želimo pripraviti na naslednjo sezono, malo pozabimo, odlašamo. Ne pozabite všečkati videa, ga deliti s prijatelji, kolesarji, v klubu, kukarkoli. Pa ful pomaga tudi, če se naročite na kanal. Tako da hvala vsem, ki ste že naročeni. Upam, da vam bodo te informacije dobrodošle. Black Friday akcije, ki jih imamo zdaj ta mesec, praktičen 80% stvari je znižanih 50%, se pravi, cela naša kolekcija, majice so nekatere znižene tudi še več, čelade, očala, če hočete kakšne zračnice, TPU, jih imamo tudi zdajle, če niso, mi lahko pišete, so po 12,50 € na kos, jaz jih uporabljam gor, so super. Obroči, zdajle top obroči od Princetona jih dobite v bistvu tudi, mislim, da skoraj 1000 € cenej. Vsi, ki iščete neko dobro robo, testirano, v bistvu vse artikle, ki jih mi prodajamo, sem jih jaz tudi vozil, tako da ni nič tazga, da bi, ko bi rekel, da bi se hotel znebiti, da je slabo, ampak vse je testiran, preverjen. Hvala vsem še enkrat, ki podpirate kanal, ki so vam všeč te videi. Če imate kakršnokoli vprašanje, napišite spodaj, pa mogoče pol v 5. epizodi teh priprave zimske kolesarjev za naslednjo sezono, pa gremo čez to čez, tako da vsak feedback je res zelo dobrodošel, tako da sem vam res hvaležen. Kakšni tudi ne komentirate, pa mi pol napišete na message, Instagram, kukarkoli. Če želite karkoli, da gremo čez, pač tukaj smo zato, da se naučimo kaj drug od drugega. Jaz sem ful hvaležen vsakmu, kaj, ko bi rekel, prispeva. Evo, noč, gremo zdaj kar začeti. Jaz sem si malo spisal, tako da kaj smo šli že čez. Se pravi, zastavili smo si že neke cilje, kaj hočemo v naslednji sezoni doseči. Mogoče še nismo šli čez, kako se, na kakšnemu nivoju pripravljenosti smo. Zdaj, zase vem, da sem po teh kilometrih, malo, ki sem jih letos naredil, nisem najboljš pripravljen, tako da sem tam 20-30% slabš, kakor bi si pa želel biti. Mogoče tudi zaradi tega, ker sem bil premalo na kolesu, pa preveč kakšen drug šport počel in me je pol malo preveč skrb, tako da to bo zdaj treba čez zimo popraviti. Kar sem je že omenil, bom to začel delati z januarjem, februarjem. To spada tukaj pod nekak povzetek letošnje sezone. Veste, koliko ste imeli časa, vse gre mogoče s časom čez, tako da je tudi tukaj dober, da se malo zamislite, pa se realno pripravite na naslednjo sezono. Se pravi, če letos ste lahko kolesarili, ne vem, mogoče 6 ur na teden, je malo utopično pričakovati, da boste naslednje let pa lahko kar 18-20 ur. Ne? Se pravi, je treba vedeti, da takrat, ko greste na kolo, da imate prav točno začrtan plan in da veste pač, kakšni so vaši cilji. Tako da to, kakor se čuden zdi, je fajn si sam spisati na list papirja. Lahko je to zelo kratek povzetek, ampak to je nekaj tazga, ki pol mogoče si lahko enkrat na mesec pogledate, pa rečete pismo, ja, evo, to sem si zadal, zdaj pa se nisem še nič lotil, tako da ne vem, karkoli vam pomaga. Vem, da meni najbolj pomaga to, da delam te videe in sem mogoče že zaradi tega, ker tukaj komuniciram tako, sem pol bolj zauzet za to, da se pač res lotam nečesa. Zdaj bojo rezultati tam, ki si želim, ne vem, ampak že zaradi tega, ker se z vsemi vami to delim, pa tukaj, kaj še kar dosti družbe okrog, sem zaradi tega mogoče pol tudi bolj, ko bi rekel, predan vsemu in se res lotam. No. Mogoče zdaj parkrat niti ne bi šel na kolo, ker je bil tak vreme zunaj, čeprav pol, ko sem šel, sem se pa res super počutil. Tako da, evo, tako kot smo že rekli, čez zimo je najboljš si narediti plan, koliko ur boste porabili, zato ker če čez zimo, ker ponavadi krajši dan, ker mogoče ni toliko stvari zunaj za početi, če si čez zimo ne morete toliko časa vzeti, pol je vprašanje, če si boste lahko toliko časa vzeli spomladi, ko bo treba zunaj voziti. Za recovery, koliko časa si vzeti, to vse spada pod nek trening. Ne? Se pravi, če greste za 2 ure na kolo, je kar dobro vedeti, da mogoče še 1 ura prej, pa po kolesu, da je
rezervirana za vas. Se pravi, to imate pol že 4 ure na dan. In tukaj je treba kar, ko bi rekel, racionalno se lotiti vsega, ne pričakovati, da če boste 2 ure na kolesu, da se bo pol že takoj lahko ali z družino, ali s prijatelji, ali se preteleportirate v službo, kakorkoli, pač zastavite si neke realne plane. Gremo pogledati, kaj sem še spisal. Mogoče ena stvar, ki je zelo pomembna, je prehrana, tudi kaj jeste na kolesu, sploh na začetku. Tisti, ki hočemo še malo shujšati čim prej, je zelo pomemben, da na kolesu se še vedno zelo veliko je. Rajš več, kakor pa premalo. Saj pri meni v praksi je to pač delovalo, vi boste sami zase vedeli, ampak jaz takrat, ko sem jedel res zelo veliko, bolj pravilno, sem kar dobro shujšal v enem mesecu do 2, tako da mogoče je še to. Še enkrat, tisti, ki ste sprobali kakšno prehrano, pa da vam res ful ustreza, mogoče še da je cenovno dosti ugodna, komentirajte spodaj, ker me res zelo zanima, za naslednje let moram nabaviti tega kar veliko in bi se rad zmenil, sploh če je neka nova prehrana, ki v Sloveniji še ni tako poznana, mi bo zelo dobrodošel, tako da pa še mogoče kakšen od gledalcev, ki gleda to stvar, mu bo zanimiv in bo pač mogoče tudi on od tam nabavil, tako da evo. To je še ena stvar, se pravi, kar se tiče prehrano, da čim bolj si jo, ko bi rekel, da imate dialed up, v slovenščini je Madonna, zdaj sem tako v angleščini skozi, da imate čim bolj točno, da veste, kaj vam ustreza, kaj ne, da pol spomladka res začnete orang gond, da se še s tem ne obremenjujete, tako da to. Zdaj, še ena stvar, ki do zdaj še nisem omenil, pa je skoraj da ne najbolj glavnega pomena, je update opreme. Se pravi, tukaj govorimo kolo in oblačila sem že malo govoril, ampak že zdaj začnite razmišljati, kaj veste, da boste naslednje let rabili. Pa so to lahko malenkosti, kot kar so zračnice, plašči itd. Ampak to govorim, mogoče sem sam jaz tak, ampak mene vse te stvari me obremenjujejo. Ne vem, da imam en dan kolo na servisu, veste, da poleg vsega kolo odpeljati na servis, ga tiskate. Zdaj, če se res pripravljate, pol bo po moje to tudi za vas malo težava, pa vse je pač težko, gužva na cest, ne vem. Jaz vem, da sem sam živčen za brez veze, tako da si probam že prej vse splanirati, kdaj bom kolo peljal na servis in tako naprej, predvsem pa pri opremi sami. Zdaj, če že veste, da boste updatali ali kolo, kupili nove obroče, karkoli, to naredite, preden začnete orang trenirati, zaradi tega, ker če gre karkoli narobe, imate bolj v sezoni pač to že vse pošlihtan. Se pravi, tudi zdaj, ker so rečemo te Black Friday popusti, zdaj imate idealno šanso, ne rabite pri nas kupiti, lahko kjerkoli drugje logičen, ampak da greste v to, ker boljših cen, saj jaz, ki spremljam, rečemo, kolesarski trg že nekaj časa, boljše popuste, kakor so za Black Friday, praktično ni nikoli. Tako da, če karkoli potrebujete, pa da zdaj lahko pač date ta denar pač v opremo, je zdaj pač ta prav čas, da se to naredi. Zdaj so to plašči, aj to, ne vem, novi obroči, pač na vse se morate malo navaditi in je fajn, sploh če kakšen števc, power meter, pač vse te stvari zahtevajo mogoče nekaj časa ali pa da se navadite. Pač, ne vem, meni je všeč, da ko se štarta sezona, da imam praktičen kolo skozi, tako, ko sem ga navajan. Jaz že gume kamenam, se mi zdi, da prve dvakrat, ko grem na kolo, ne vem, kar čuden mi je. Tako da, mogoče sem sam jaz spet tak, ampak to je to. Se pravi, to pomeni tudi, da ga odpeljete zdaj na kakšen ta generalen servis, zimski servis, to naredite čim prej. Ne pozabite kolesa tudi po zim, zdaj, če se boste zunaj vozili, ceste so že solili, se pravi, tudi vse to je treba z vodo spucati. Se pravi, kolo, ko pridete iz runde, pridete nazaj, čim prej ga z vodo oprati, tako da ne bo nič zarustali, da boste imeli vse pripravljeno pač za naslednjo sezono. Tudi namazati je dober, jaz sem mojega glih danes uprav, pa te od Ceramic Speeda, ta UFO Drip, meni ta najboljši ole, tudi ne omaže se ketna skoraj nič, tako da
pač ja, to je meni je vrhunsko. Evo, gremo zdaj naprej, kar se tiče metrike za trening, ta prvi test, pa pol na vsake 2 meseca mogoče test narediti, to smo šli tudi čez. Fajn je, da se to pač naredi pri enih strokovnjakih, to pa čisto zaradi tega, da imate čim bolj točne pač teste. Jaz tukaj svetujem, ker sodelujemo s Human Performance Centrom, da se to pač naredi pri njih. Če se naročite pri nas ta annual subscription, se pravi letna naročnina, pride 30 €, pa imate pol pri njih 20% popusta na vse. Tako da, evo, to je za moje pojme zelo pameten narediti, da pri njih delate teste. Zdaj, a vam bojo rezultati všeč ali ne, to boste videli od vaše pripravljenosti, ampak imate pa neke točne podatke, ki jih pol vnesete v vaš števc in pač, ko bi rekel, imate neko zelo dobro osnovo, no. Pol pa, ali boste pri njih tudi treninge vzeli, ali boste sami jih pisali, pač to je čisto od vas odvisen. Mogoče še ena stvar, ki se je nismo čisto dotaknili, je ta psihična priprava. Mogoče se še kdo najde, oziroma vem, da se, ki ste že komentirali. Jaz sem tak, da pozimi, če sem zelo velik na kolesu zunaj, pol spomlad ne morem dati v njih 110% od sebe in zaradi tega tudi vem, da nisem dosti na trenažerju, mogoče tudi ne paše mi toliko, rajš grem v fitness, če sem čist fer ali pa v hribe hoditi, kakor da bom na trenažerju žulil pač pa v steno gledal ali pa na TV. Tako da, evo, psihično mogoče mene to malo ubija, zato ker sem tam noter, pa se mi zdi, da že pozimi malo preveč treniram in pokaj treba se pa zunaj voziti pa premalo. Glavo je treba naštelati pol za spomlad, da ste polni energije, da komi hočete se iti ven pelati, ker zunaj se pač delajo res te pravi kilometri. Dobar je tudi najdati neko družbo, da boste na kakšne runde hodili enkrat na teden, ker tam se pa brzina nabira, tako da. Pa to, kar sem zdaj že povedal, se pravi off the bike, kaj počnete. Se pravi, meni pozimi, jaz zelo nerad sem na trenažerju, tako da mi ful bolj paše ali tu fitness, ali tu hribe hoditi, ali pa iti ven na kolo. Zdaj, eni tudi veliko tečejo na smučkah, vse, kar se tiče teh zimskih športov, v Sloveniji imamo toliko možnosti stvari početi, tako da če imate šanso, pa če vam je všeč, ne mislite, da zato, ker se ne pripravljate celo zimo, da pa ne boste mogli dobro kolesariti naslednje let. Je pa res, da je odvisen od nivoja kolesarja, ki ste, ne. Zdaj, profiji se morajo, rekreativci na mojem nivoju oziroma našem nivoju pa mislim, da ni potrebe, je bolj pomemben, da ste čim bolj fit takrat, ko se začnete, rečemo, da pripravljati. Jaz mislim, da 4 mesece do unga pika, prej se je treba začeti pripravljati. To je to v bistvu, kar sem imel danes zapovedati, bolj kot ne nek povzetek, pa mogoče to vzdrževanje kolesa čez zimo, pa da nabavite v bistvu vso opremo oziroma vse, kar potrebujete za naslednjo sezono, da se že zdaj pripravite oziroma da si spišete nek plan. Zdaj, v naslednjih tednih bomo gostili Simona, ki bo mislim, da prišel na velo klepet, se pravi k sosedom, pa bomo vse posneli, tako da tisto, če boste spremljali kolesarski čvek, ki bo imela s Petro, boste tudi vedeli točen datum, lahko pridete v živo sem, ga tudi vi sami kaj vprašate. Mislim, da bo prišel tudi Blaž, ki je pa za prehrano svetovalc, tako da bo tudi on tam. Ne vem, bo ta isti dan ali ne, ampak skratka, lahko jo boste direkt vse vprašali, tisti, ki niste bili mogoče polet. Pač tukaj fanta imata res, oziroma gospoda imata zelo veliko izkušenj s kolesarji, zelo veliko kolesarji na mesečni bazi delajo, tako da imata zelo veliko podatkov, ki bi vsakmu, ko se pripravlja na novo sezono, so zelo zanimivi. Če imate kakršenkoli vprašanje, komentar, zapišite spodaj, ne pozabite na Black Friday akcije na naši spletni strani, pejte gor. Če karkoli nimamo, najbolj da pišete, kaj kar neki stvari, ki nam neki tale spletni škrat nagaja in niso pa updatane velikosti in tako naprej. Tisti, ki pa iščete kakšno orang dobro opremo, imamo zdaj rabljene obroče, kolesa, ki jih prodajamo, imate tudi na spletni strani pod used gear, se pravi, to so vsa kolesa pa obroči, ki jih mi testiramo.
vse v orang stanju, tako da lahko tudi prej sprobate, preden greste v nakup. Do naslednjič, ko bomo šli pa spet malo bolj orang čez, pa če imate kakršenkoli vprašanje, kakšno temo, da se odpre, lahko pa še o tej kaj govorimo. Tako da, evo, hvala, ker ste bili z nami. Ne pozabite lajkati, subscribati, shareati videa. Hvala vsem za podporo. Do naslednjič. Let's ride!